Hrastniški fotoamaterji so bili že leta 1932 člani fotoodseka Slovenskega planinskega društva Trbovlje. 23. november 1933 pa štejemo za rojstni dan Fotokluba Hrastnik. Takrat so se hrastniški fotoamaterji sestali in osnovali samostojni krožek. Na tem sestanku so bili prisotni tudi njihovi dotedanji kolegi iz fotoodseka Slovenskega planinskega društva Trbovlje. Ker je število navdušencev nad fotografijo v Hrastniku zraslo do števila 26, so se odločili in osnovali svoj fotoodsek Slovenskega planinskega društva Hrastnik. Tudi njihovi naslednji sestanki so potekali v gostilni na Rudniku. Organizirali so predavanja, preizkušali nove fotoaparate, nove materiale, nove fotografije, ob vsem tem pa kritično ocenjevali in debatirali. Svoje dosežke so primerjali s fotografijami iz različnih fotorevij, med katerimi je bila najbolj zanimiva Dunajska galerija, ki je objavljala svetovne dosežke s področja umetniške fotografije. Tako so kvalitetno hitro napredovali in zadnji teden leta 1935 so že priredili prvo klubsko razstavo 70 fotografij v tedanji osnovni šoli, današnji glasbeni šoli. Po tej razstavi so pridobili kar nekaj novih članov in 18. maja leta 1936 so krožek preimenovali v Fotoklub Hrastnik in tako tudi pravno postali samostojno društvo. Fotoklub Hrastnik že 90 let bogati ne samo kulturni, ampak tudi družabni ter društveni prostor v naši občini in pa tudi širše. Veliko dejavnosti ste v teh letih opravili, veliko je bilo vaših tako samostojnih, avtorskih kot tudi občasnih razstav in seveda speljali ste veliko zelo pomembnih projektov. Hrastničani vas verjetno najbolj poznamo, in ne samo Hrastničani, ampak tudi obiskovalci Hrastnika po urejanju vaše fotokronike. Mislim, da pri vitrini, pri pošti se vedno ustavimo, pogledamo na nek način, kaj ste nam postavili na ogled in s tem vidimo, kako bogato dogajanje je v naši lokalni skupnosti in pa seveda tudi širše. V teh 90 letih ste izpeljali veliko projektov, ampak po mojem mnenju najpomembnejši projekt je fotografska monografija zasavske industrijske dediščine, s katero niste samo prikazali bogato zasavsko industrijsko dediščino, ampak na nek način tudi potrkali na vest odločevalcem, da je potrebno to bogato industrijsko dediščino ne samo ohraniti, ampak jo izkoristiti tudi v razvojne namene. To štempilko smo spremenili tudi iz Fotokino-kluba v Fotoklub Hrastnik. Tam nekje v 70 letih, ne vem točno, sem malo pozabil, pač sem oblikoval neki, da ne bi bil čist objektiv, ampak malo pa asociiran na objektiv od fotoaparata. Pa da so glavni podatki noter, ne. Fotoklub Hrastnik. To je bilo že okrog, mislim, da 1937, ki je Gršak je hodil še takrat v Ljubljano na študij kemije
in je prihajal dol in mi smo bili tak družinski prijatelji. In je hodil k nam in nas je zastrupil s fotografijo. Tako da smo tudi ugrizli v to in potem, mislim, da je bilo okrog 37 leta, da je on sprožil to, da se je začel graditi Puharjev dom. Ne. In potem se je gradil in nas je veliko mladih pridobil v klub in nam je predaval dol. Delali smo tudi probe, slike, mislim, razvijali slike, pa to, pa razstave imeli v Puharjevem domu. Ja. S fotografijo sem se začel ukvarjati tako samostojno, ne. Nisem pa vedel poteka fotografije. Tako da sem ga pol upeljala Tanšek Milan, Kačič Srečko, pa Brečko Stanko. To so bili trije, ko so bili glavni pri fotoklubi in v teh sem jaz dobil veliko, mislim, vsebine, ne. Potem sem pa začel. Enkrat eno stvar, drugič drugo stvar. Pa tako da se je začel normalno naprej. Ja, sam bolj mlad smo bili, pa tudi odrasli. Tle je bilo starejših, mislim, fotoamaterjev, sami že predni se je ta klub ustanovil, so sami slikali, ne. In potem je Gršak vse pridobil, da so pristopili zraven. Ker, pa ne vem, ali je Gršak zainteresiral, tle gor na vrh kolonije je bila trgovina, Deželak Viktor je bil. On je imel, mislim, špecerijo, ampak poleg tega je pa tudi prodajal tudi kamere, pa fotomaterial, razvijalce, fiksirje, papir. To smo vse pri Deželaki dobivali tle gor na vrh kolonije. Tako da tle v klubi pa nismo nič dobivali, mislim, da bi rabili kak material. Ker Deželak je skrbel za ves material, kar se je pri fotoklubi rabil, ne. Jaz sem se srečal s tem našim hrastniškim fotoklubom pred približno 65 leti, ker moj brat bil član in so imeli sestanke v Puharjevem domu, pa mi je povabil zraven. Na sestanke enkrat, sprav sem takrat star 90 let, ne, predvsem pa na vse razstave. In to mi je zelo impresioniralo, da imamo sred Hrastnika tako fajno zadevo, ne. Poleg tega pa, čeprav sem bil mulj tehniko, pa take stvari sem rad gledal, ne, kaj se je dogajalo. Tudi po časopisih že, takrat je bil slovenski poročevalec, pa časih je eno pisal tazga, ko me je zanimalo. Tako da na ta način sem jaz prvič prišel v stik, ne, s fotoklubom Hrastnik. Takrat so bili, jih še poznal nisem, pol kasneje, ko sem bil mladinec, sem začel pa redno zahajati, čisto aktivno tako, Stanko Brečko, Mirko Gršak, potem pa še pa Koritnik, pa cel kup nekih, ki so ostali potem v klubu še takrat, ko sem jaz bil že predsednik, v 70 letih enkrat sem postal predsednik. Res pa je, da niso veliko fotografirali, ne. Edini, ki se je pa resno ukvarjal s fotografijo, je bil pa Miran Tanšek. Za Puharjev dom je dala Šentjurčeva gospa, to je mama v Šentjurčeve Lidije, je dala prostor za Puharjev dom. Ker Gršak je znal pridobiti, takole je pregovoril, Šentjurčeva gospa je bila pa tudi taka dobra ženska, je dala prostor za Sokolski dom, pa za Puharjev dom, tako da ni bilo problema tam za teren. Pa seveda, pa smo pa vsi pomagali, da se je gradil.
je bil Puharjev dom, je bil zgrajen, je pa Gršak, mislim, enonadstropno hišo, mislim, je Puharjev dom je bil enonadstropna stavba in na vrh so imeli starši od Gršaka stanovanje in oni so potem upravljali z domom, ne, tako da, kar je bilo. V Puharjevem domu je bila tudi temnica, ker tu je bil prav za fotoklub pripravljen dom. S tem se ni mogel noben drug ukvarjati, kakor fotoklub. Gršak je organiziral vsak let fotorazstave, tako da tudi, kjer je imel kakšne lepe posnetke, je tudi povečave naredil, tako da smo imeli okoli po dvoranci noter razstavo. Trajala po par dni razstava. Med tednom ali pa takole smo pa hodili dol k njem na pogovore, takole, kako bi to, kako bi ono. On nas je učil, kako fotografirati pa to, ker on je bil precej že v tem vpeljan, dočim mi smo bili amaterji pa začetniki od vsega skupaj. Puharjev dom je potem služil pred kapitulacijo Jugoslavije oziroma, ki je Hitler začel osvajati Jugoslavijo, ne, je stara jugoslovanska vojska mobilizirala Puharjev dom za rezerviste. Tako da je bila jugoslovanska vojska dolgo noter v Puharjevem domu. Tako da še niti nismo mogli razvijati pa hoditi ali pa razstave med v Puharjevem domu. Potem, ki je bilo pa, mislim, ki je Hitler zavojeval Jugoslavijo oziroma Slovenijo, so pa Nemci prišli, je pa nemški klub Motošturm je imel noter prostore. Tako da med konc stare Jugoslavije pa začetek Nemčije nismo mogli nič veliko delati noter. Tako da je kar Motošturm je imel pred pa vojska. Tako da. Ja, Puharjev dom na zunaj je izgledal malo drugače kot vse ostale hiše, ki so imele klasične strehe, ne. Neka čudna, moderna bajta je to bila za videti. Znotraj me je pa impresioniral, takrat sem bil še mulc, ta velik prostor razstavni, pa fotografije na stenah, kadar je bila kakšna razstava, ne. In te fotografije so tile člani fotokluba sami naredili. Ni bilo tako kot danes, ko greš v nek laboratorij s ključkom ali pa s kartico neko, pa mašina avtomatsko naredi. So morali obvladati zadeve, ne. Zdaj so med člani, so bili v glavnem takšni, ki so se spoznali na kemijo, na optiko, na fiziko, da so lažje potem pa lepše delali, ne. Ja, tudi fotoklub je bil, v glavnem za mene je bil skozi fotoklub. Čeprav je tudi on predaval od kina, ne, ki je imel kamere, pa nam je tudi o tem predaval, ampak da bi pa ime spremenili, pa ne vem, ne. Na Puharjevem domu je pisal foto, kino, amaterski klub. Se mi zdi. A je pisal to? No, in ta kino, nekateri ti starejši člani so se ukvarjali, so snemali na 16 mm filmske trakove. In zato so rekli tudi kino. Potem tega niso več počeli, ker je bilo pač, ne vem, ni se jim zdel. Mi ostali smo pa se potem malo trudili s temi amaterskimi 2x8 kamerami, ki je bil 16 mm film, 7,5 metrov dolg, se ga vstavil v kamero in se ga posnel po levi strani, pa okrog obrnil, pa po desni strani, v razvijalnici so to razvili, prerezali, pa skupaj skupili, pa je bilo potem 4 minute posnetkov, ne. Super 8 je bil malo boljši, tudi na 8-metrski trak. Ampak to smo spet delali za sebe, za družinske dogodke smo si posneli in nikoli nismo nobenih projektov delali s tem. In tam v 70 letih smo rekli, čist brez veze, ko se gremo tam fotokino klub,
imeli smo 50. obletnico, smo rekli, mi smo fotoklub. Mi smo imeli fajne stike, tako da kadar si kaj rabil za razvijati, slike delati ali pa tudi povečave, je rekel, kar prid, pa bomo delala. No, pol me pa zainteresiral, je pa on kamero dobil, 8 mm, smo pa asistiral, smo pa hodila po Hrastniku snemati. Takole, no, prvo tako večjo snemanje je bilo, v Hrastniku je bilo, tle nad Mrzlico se je utrgal en oblak in je voda zalela skuska dol do Kemične, oziroma med Kemično pa Steklarno je bil Anjes, ki je imela steklarna za jezerno vodo za svojo centralo električno. No, in je voda zalela, tam na tistem jezu je udarila čez, pa je bila poplava. Pa prav, pejt gremo kaj dol posnemati. To je še s prvim kameram je posnel tist. Velika sprememba za fotoklub je bil potem ta urbanistični načrt, pa se je mogel Puharjev dom umakniti spomeniku. So naredili plato čez Puharjev dom, jasno. In takrat so se vse aktivnosti malo počasnile, ne, ker nismo imeli svojih prostorov več. Leta 1964 se je to zgodilo, pa tudi razprtije med člani, ne, ker eden od članov fotokluba je bil takrat župan. In jasno, da ni mogel preprečiti nekega državnega plana, kakršen je že bil, ne. Drug smo pa zamirali in potem takrat težko shajala, tudi kasneje še, ne. Glavnem, delo se je upočasnilo. Namesto Puharjev doma smo pa potem pridobili staro lekarno, ki se je lekarna v zdravstveni dom preselila. Zdaj pa tista hiša je bila pa stara. In mi kot klub je dejansko nismo mogli poštimati, ne. Bil pa takrat predsednik ljudske tehnike v Hrastniku, direktor komunale Joško Žibret, kasnejši župan tudi, in rekel, pobi damo stopiti skupaj, pa tole skupaj damo zrihtati. Pridobimo denar, pa bo tu dom ljudske tehnike, noter bojo pa še radioamateri, AMD, fotoklub. Puharjev dom, ja. Ker se je tam spremenil cel ta kompleks, ne, dol Riklovega mosta, ne. Rabili so spomenik, jaz vem, ki je oče bil tudi pri Zvezi borcev, ki se je šlo za to, da se zgradi spomenik. Jaz sem še zanašal gor za svojo garažo nalomil kamenja, za škarpo pa za zidovje in je oče dal potem za tle dol, da so ta kompleks zrihtali škarpe pa vse skupaj in so pripravljali za spomenik in zato je ponudili so tu staro lekarno namesto Puharjevega doma, ne, in Puharjev dom seveda se je podaril, pa tudi Gršak meni se zdi, da ni imel več tiste vole, bil je v letih, tako da, ampak v glavnem zaradi spomenika se je cela zadeva napravila. Ponavadi smo imeli 2 vitrine. Jaz sem slike dobil, oziroma sem jih v koš spravil, pa da smo tle na Rudniku je bila vitrina, pa v Steklarni je bila vitrina. Pa sem jaz tele slike stalno menjavil, ko da vse so, ljudje so izredno hodili gledati, ne. Takrat smo imeli vitrino tle pod mostom, ne. Poj pa so tam mogli stran dati, smo imeli pa, tle ko je Peko bil v izložb, smo imeli vitrino. V Steklarni je pa še ostala, samo tista tudi ni bila dolg. V glavnem mi smo imeli tule Rudnik, Nardali in tam smo menjavali slike, vse so
vse so ljudje komi čakali, da so se vitrine mejovale, da so hoteli videti slike, ne. To je bilo stalno polno ljudi tam, da so videli, kaj pravzaprav je bilo na njih, ne. Ja, jaz sem prvih mojih poklicnih 5 let preživel na osnovni šoli na Dolu, ker sem likovnik, sem pač likovni pouk učil. Vmes sem moral še dopolniti te ure s tehničnimi urami, zraven je pasal pa tudi jasno fotokrožek in je zanimalo kar dosti, ne. Imeli smo temnico tudi s povečevalnikom, tako da tiste osnovne stvari so se otroci krožkarji kar hitro navadili. So bili pa trije, med njimi je bil Rolando Kodrun, so pa to zelo fajn obvladali že in so si pač sami delali fotografije tudi brez moje pomoči, ne. In to je bilo v bistvu vsega, ne, ker takšen kader je pol prišel k nam v klub, pa so tle potem lahko delali recimo to hrastniško kroniko, ki smo jo razstavljali v steklarni v eni vitrini, na Rudniki pa v drugi. Glavnem, to je bil lušen del, ne. Na izlete smo pa hodili, to smo, še v Bosno smo šli. Še v Bosno smo šli, v Jajce, smo videli tudi te zasedanje, Avnoja pa tu, pa na drugo stran so bili tiste bifeji pod škalom not, ne, pa tam, ki je Titov zasedanje bil, ne. Tako da smo s klubom smo kar nekaj hodili okoli. Drugače pa tudi tle smo hodili okoli, po bližnjic, ne, ki je bilo bolj poceni, ker mi nismo imeli ne vem koliko denarja. Tu pač mi smo šli po svoje možnosti, ali pa če smo še kdaj kaj še sami zraven dali, ne. Ja, ker glavni je bil pa Srečko Kačičev, pa Tanško Milan, ta dva sta bila pa organizatorja za vse. In tako je bilo. Hiša se je preštimala, tam smo imeli potem svojo sejno, ne, pa temnico tudi, ki se je potem redko kdaj že uporabljala, ker so ljudje, člani kluba so imeli že doma svoje temnice, ne. Po kopalnicah pa tako naprej, ne, to verjetno tudi ti veš, Simon, ne, kako sta z dedom delala. Predvsem tam v 70 letih se je zadeva spet razmahnila, da je bilo dela veliko. S to kroniko hrastniško, s fotoizleti, dejansko so se redno delale razstave članov, tudi pošiljale se slike okrog, meni so dvakrat nekje v Ljubljani na neki republiški izbrali neke fotografije, da so visele. Tako da, no pa, majčkeno kasneje je pa potem že tisti mladi zarod, ko ga je vzgajal Milan Tanšek, prišel naprej in Simon je bil tisti vodilni v tej skupini, od katerega so fotografije so visele vse posod po državi, ne. Se pravi, fotoklub dejansko iz pogorišča Puharjevega doma zrastel in se obnovil in dela naprej čez krizni čas, danes je pa sploh, ne, eden teh glavnih v Sloveniji, ne, kakor vem, čeprav nisem več zraven. Trenutno klub šteje nekako 25 članov, plus minus, so pa člani niso sami iz Zasavja, so nekako iz cele Slovenije. V bistvu je to, da se družimo, ker smo tudi, nekateri so začetniki, nekateri se s fotografijo ukvarjajo profesionalno, tako da imamo lepo zbalansirano to. Glavno pa je neko druženje pa pogovarjanje o vizualni kulturi, o vizualni umetnosti.
Pa tudi smo že zadnja leta imeli zelo kvalitetne razstave, s katerimi tudi osveščamo nekako občane Hrastnika in širše, da je fajn se ukvarjati tudi z duševno hrano, ne samo s to primarno. Pri nas so razstavljali recimo srbski fotograf Zoran Đorđević, poljski fotograf Krištof Zelinski, potem smo imeli slovenske fotografe Mankico Kranjec, Žiga Koritnika, Boruta Peterlina, tako da se kar dogaja. Že več kot 40 let od nekako 50-letnice Fotokluba Hrastnik dalje razstavljamo v naših zelo priljubljenih razstavnih prostorih Zdravstvenega doma Hrastnik. Nekako več kot 50 let pripravljamo tudi reportažne razstave v vitrinah pri Hrastniški pošti. Naše glavno razstavno mesto je Hočijeva galerija v Delavskem domu v Hrastniku. Razstavljamo pa tudi v podjetniškem inkubatorju v Hrastniku in pa na številnih drugih razstavnih mestih, ki jih nekako najdemo za naše razstave. Tudi hrastniški župani so bili dosti naklonjeni našemu klubu, zato ker smo enostavno dobro delali in če smo lepo Hrastnik slikali pa dogodke, je bilo tudi fajn za njih. In tako Joško Žibret, potem Leopold Grošelj, Miran Jerič in danes vem, da za kulturo pa za te stvari tudi novi župan Marko Funkel. In se pravim, od župana smo vedno imeli podporo. Spoštovane članice in člani Fotokluba Hrastnik, jaz bi se vam ob 90-letnici vašega delovanja rad zahvalil, izkazal globoko in dolžno spoštovanje za vaše opravljeno delo, željo, da tako dobro delate tudi v prihodnje in pri tem uživate. Srečno, Fotoklub! Hrastnik ima srečo, da ima v svojem kraju tako veliko dobrih društev. Med njimi je tudi Fotoklub Hrastnik, ki absolutno daje neko dodano vrednost ljubiteljski kulturi v našem kraju. Ne le zaradi arhiviranja številnih pomembnih dogodkov, ki puščajo spomine, temveč tudi zaradi dejavnosti same, ki je brezčasna. Od začetka fotografiranja pa vse v prihodnost je fotografija vedno aktualna in vse bolj bo tako tudi vnaprej. Člani in članice, številni ne le po Hrastniku, temveč tudi širše, nosijo ime našega kraja in seveda svojih prečudovitih izdelkov. Naj bo tako tudi naprej, kajti kultura je gonilo vsake družbe in je nenazadnje rdeča nit vsakega kraja v Sloveniji. Čestitke ob jubileju.